Pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke v oddaji Pogledi svetniške skupine Socialnih demokratov na aktualno dogajanje v mestni občini Velenje. Tokrat imamo dva gosta, to pa sta vodja svetniške skupine Peter Dermol, lepo pozdravljeni, in pa članica svetniške skupine Janja Rednjak, tudi vam lep pozdrav. Pozdravljeni. Kar nekaj časa se nismo videli, slišali oziroma bili v oddaji zaradi seveda vsem znane karantene in koronavirusa oziroma epidemije. In to dogajanje je pravzaprav zelo zaznamovalo tudi mestno občino Velenje, kaj ne? Ko je bilo jasno, da se nekaj dogaja, ste verjetno tudi v mestni občini Velenje začeli razmišljati, katere ukrepe boste sprejeli, kako boste reagirali? Ja, nažalost družba ni uspela ali zmogla iti mimo tega zdravstvenega obolenja, mimo tega koronavirusa, in tako kot vse posod smo se seveda tudi v naši lokalni skupnosti morali spopasti s to zdravstveno prepreko. In praktično od prvega dne dalje, ko je bila razglašena epidemija, smo strnili vrste znotraj mestne občine Velenje. Že predtem smo imeli sejo sosveta, smo imeli, lahko rečem, v pripravljenosti tudi štab civilne zaščite, in dejansko 13. marca, ko se je začelo vse skupaj odvijati, smo tudi mi nemudoma sklicali krizni štab, kateremu sem imel priložnost poveljevati oziroma voditi, kamor so bili vključeni predstavniki lokalne skupnosti, civilne zaščite in ostalih subjektov, ki smo jih ob različnih primerih seveda potrebovali, zato da smo uspeli vse skozi bdeti nad dogajanjem znotraj lokalne skupnosti, imeti pod kontrolo to virusno obolenje po eni strani, po drugi strani pa seveda tudi, da smo dajali nek zanesljiv signal, da je nepotrebno delati preveliko zgodbo okoli tega in da je predvsem potrebno v mirnosti sprejemati nekatere ukrepe, ki so ključne za to, da to obdobje uspešno preživimo. Jaz lahko rečem, da sem izredno ponosen na kompleten krizni štab, da smo zelo dobro sodelovali s štabom civilne zaščite, da so tukaj različne organizacije in institucije, ki so nam bile vedno na razpolago. V prvi vrsti gre tukaj tudi za prostovoljce, udarnike, ki so bili v tistih najtežjih trenutkih vedno vsakodnevno pripravljeni pomagati sočloveku, da smo imeli tukaj gasilske enote, pa redarske službe, policijo, skratka vse, kar je bilo potrebno, da smo zagotavljali neko varnost in pa mirnost znotraj naše občine. Verjetno se vsi skupaj strinjate, da je eden izmed večjih izzivov bil to, da smo praktično čez noč dobili v karanteno 42 oseb iz kriznih območij iz Španije. Lahko rečem, da je bilo to zelo neprijetna izkušnja tistega četrtka zvečer, ko sem enostavno iz medijev razbral, da bi naj po noči prišlo v Velenje 42 oseb. So začeli deževati tudi različna poročila različnih občanov, ki so bili nejevoljni, predvsem zaradi tega, zakaj ničesar ne obveščamo, pa pravzaprav nismo imeli kaj obveščati, kajti tudi za nas je bila to nova informacija. In sem takrat, lahko rečem, kar nekaj ur odgovarjal našim občanom, po drugi strani sem se pa tudi odločil, da bomo spisali eno, lahko rečemo, protestno pismo predsedniku vlade z željo, da ga opozorimo, da se, ko gre za zdravje naših in tudi drugih ljudi, ne gre igrati in da moramo tukaj seveda ustrezno komunicirati, zato da lahko skupaj iščemo primerne rešitve, da ne bi kogarkoli ogrožali. Naslednjega jutra smo seveda ugotovili, da je dejansko tisto, kar je bilo napovedano v medijih, se tudi zgodilo. Mi smo organizirali krizni štab, povabili tudi različne deležnike, in ko smo zjutraj spremljali novinarsko konferenco, kjer je predstavnik vlade govoril, da je poskrbljeno za prehrano, da je poskrbljeno za varnost, za varovanje in za vse, kar je potrebno, sem tudi osebno šel do hotela Paka. Lahko povem, da praktično ni bilo ne duha, ne sluha v varovanju, da so dejansko osebe gledale skozi okno.
in spraševali, kaj se dogaja, praktično brez ustreznih informacij. In zato je še toliko bolj opravičljivo, da smo napisali to protestno pismo, ki je verjetno za marsikoga izgledal, kot da Velenje ne želi, da ne želi pomagati. Pravzaprav smo pa želeli zelo odločno povedati, da ne bomo pristali na to vrstno komunikacijo ali pa to vrstno sprejemanje odločitev, ki ogrožajo varnost nas ali pa varnost tistih, ki seveda prihajajo, in če ne bi takrat verjetno tako ostro odreagirali, bi se lahko zgodilo, da bi se čez 2 dni, čez teden ali pa 14 dni zgodil kakšen nov takšen neljub dogodek, ki bi pa dejansko imel še večje negativne posledice. No, ko smo takrat ugotovili, da dejansko ljudje nimajo zagotovljenega toplega obroka, da nimajo zagotovljenega varovanja, smo nemudoma to tudi organizirali. Mestna občina je bila tudi naročnik vseh teh storitev od toplih obrokov. Samoiniciativno ali v dogovoru potem že? Takrat je bilo vse skupaj samoiniciativno. Skupaj z štabom civilne zaščite smo se organizirali, kako bomo pristopili. Na pomoč so preskočili gasilci, policaji, tako da lahko rečem, da smo v 2 do 3 urah oblikovali nek tak sistem, ki je praktično vse skozi čas te karantene tudi zelo dobro in učinkovito delal, in lahko rečem, da smo resnično tukaj Velenjčanke in Velenjčani pokazali tisto, po čem smo prepoznani, in da je bil ta naš odziv pravzaprav pravšnji, zato da smo seveda zagotavljali varnost naših občank in občanov, pa tudi tisti, ki so prišli iz teh kriznih območij. Vemo, da je bilo tudi zagotovljeno, da so bile vse osebe zdravstveno pregledane. Po razgovoru z njimi smo ugotovili, da temu ni bilo tako, zato smo tudi zahtevali dodatne kontrole, in potem smo tudi ugotovili, da so 2 osebi dejansko tudi okuženi s koronavirusom. Torej, to je bil lahko rečemo, zelo velika izkušnja, ki smo jo tukaj bili deležni, in pravzaprav je prav, da smo tudi v tem primeru pomagali in da bomo pomagali tudi v ostalih primerih. Po drugi strani je pa prav, da se zahvalimo občankam in občanom, ki so, lahko rečemo, spoštovali vse tiste ukrepe, ki smo jih morali sprejemati. Tudi osebno se nisem strinjal z kakšnim ukrepom, pa žal po navodilih države smo tudi to mogli izvesti. Pravzaprav so pa ti ukrepi dajali nek signal varnosti, in zato hvala lepa vsem Velenjčankam in Velenjčanom, ki so spoštovali vse te ukrepe. Res je pa tudi, da smo se na Združenju mestnih občin poenotili, da bomo skupaj sprejemali ukrepe, ki bodo istočasno šli praktično vse mestne občine, predvsem zaradi tega, da ne bi prišlo do nerazumnih situacij, kot je bila na primer situacija, ko je mariborski župan enostavno sprejel odločitev, da prepoveduje obratovanje gostinskih lokalov, pa zato ni imel ustrezne pravne podlage. In takrat je bilo tudi znotraj naše občine kar veliko negodovanj, niso razumeli, zakaj tega mi ne storimo, ampak dejansko ni to v naši domeni, zato smo se takrat tudi določili, da bomo seveda vse odločitve in ukrepe sprejemali soglasno, vsaj tiste, ki so vitalnega pomena. No, pri tej komunikaciji z državo oziroma pristojnimi službami je bilo potem nekakšno opravičilo, oziroma kako se potem lahko zgodilo, da je bila tudi odpoved karantene oziroma odhod ljudi nekako nenapovedan, ker se vendarle potem delili pripravljene obroke ljudem oziroma delavcem, čeprav vem. Ja, takrat se je naenkrat zgodilo, da so ti ljudje lahko zapustili karanteno. Mi smo te tople obroke, ki smo imeli naročene, seveda dali delavcem, ki so bili na gradbiščih, ki so ves čas karantene delali. Se nam je zdelo, da je to neka primerna gesta, da se na takšen način odzovemo in da tudi pokažemo spoštovanje do tistih ljudi, ki pa v času karantene niso počivali, ki so vse skozi vsakodnevno delali, in teh ljudi je bilo kar nekaj. Poleg teh, ki so seveda delali na gradbiščih, so tukaj zdravstveni delavci, policaji, gasilci, skratka te enote, ki zagotavljajo neko varnost, po drugi strani pa tudi trgovke in trgovci, tisti, ki so skrbeli za to, da nismo bili lačni in žejni v tem obdobju. Se pravi, kaj smo se naučili, da je komunikacija zelo pomembna. Na mestni občini to je delovalo nekako, ni bilo kakšnih težav. To, če smo se naučili, da je komunikacija primerna ali ne, ne vem, težko danes
ugotovimo, kajti se mi zdi, da je ta redosled dogodkov tudi kasneje kazal na to, da pač enostavno ni bilo nekega spoštovanja ali pa celo, da so se namerno kakšne stvari izvajale, brez da bi se predhodno skomunicirali. Žal je pač tako, mi smo to vzeli v zakup, ampak dejansko smo bdeli na tem, da smo zagotavljali vse tisto, kar smo v tem obdobju morali zagotavljati, in mislim, da smo kot lokalna skupnost zelo primerno se odzvali, spoštljivo in spoštljivo tudi do seveda te krizne situacije, ki je nastala. Verjetno ste tudi v vaši svetniški skupini zelo veseli, da v Domu za varstvo odraslih ni prišlo do okužb, da je bilo tudi v celotni mestni občini Velenje malo okužb in vendarle energetske družbe so tukaj, kaj ne? Če bi se razširile tam kakšne okužbe, potem bi občutila cela Slovenija, potem bi verjetno bila komunikacija malo drugačna. Drži, jaz sem bil, lahko rečem, v vsakodnevnih stikih z različnimi direktorji različnih institucij, teh, ki so znotraj naše lokalne skupnosti obratovale, poslovale, tako direktorji energetskih družb, Doma za varstvo odraslih. Skratka, z vsemi smo se usklajevali, si izmenjevali informacije. Ta pretok informacij znotraj lokalne skupnosti lahko rečem, da je tekel nemoteno, zelo učinkovito in seveda gre tukaj zahvala vsem za zelo kooperativno sodelovanje. Zaščitnih sredstev je bilo dovolj, mask tega? Sprva je bilo kar nekaj težav za zaščitno opremo, potem smo pa, lahko rečemo, tudi po zaslugi nekaterih lokalnih podjetij, ki so bili pripravljeni donirati maske in podobne stvari, tisto, kar smo potrebovali, bilo vse skupaj veliko lažje. Še vedno pa ni bilo te opreme toliko, da bi lahko rekli, da bi po vseh gospodinstvih delili zaščitne maske. To so si mogoče nekatere manjše občine, zelo male občine to lahko privoščile. V tako veliki občini s 33 tisoč prebivalcev pa praktično nemogoče zagotoviti česa takega. Tako da lahko rečem, da hvala lepa vsem tistim, ki so seveda poskrbeli in oskrbovali tudi štab civilne zaščite z zaščitno opremo. No, seveda je kar kmalu bilo jasno, da bo tudi po koncu epidemije potrebno pomagati zlasti gospodarstvu. Mestni svet se je sestal, svet mestne občine se je sestal tudi v tem času. Mi smo v tem času imeli eno korespondenčno sejo, potem takoj, ker smo tudi podali oziroma predstavili naše poročilo aktivnosti, ki so se v času korone do tistega trenutka izvajale, tako da smo vse skozi obveščali svetnice in svetniki o aktualnih dogodkih. Konec koncev smo pa tudi preko lokalne skupnosti, preko kabineta župana nenehno vsakodnevno bili v stiku in komunicirali z javnostjo, tako da so lahko bili vsi seznanjeni s tem, kaj se pravzaprav tukaj dogaja. Potem ste potrdili subvencijo za najemnino, oziroma vaša svetniška skupina je tudi to potrdila oziroma podprla. Ja, podali smo predlog, da bi vsem najemnikom, ki imajo v najemu od lokalne skupnosti prostore, oprostili najemnine za čas COVID-a in to se je tudi potem realiziralo. Mestni svet je dal soglasje k temu, tako da lahko rečemo, da je bil to neke vrste naš prispevek. Še vedno pa danes analiziramo in finančne posledice, ki so se v tem obdobju pokazale. Še vedno je nekaj negotovosti, kaj bo strani države povrnjeno in kaj ne. Ena takšna zadeva je pravzaprav tudi ta karantena, za katero so nam zagotovili, da bodo sredstva povrnjena, pa je sedaj bilo že kar nekajkrat vse skupaj zavrnjeno, tako da je še tukaj veliko nejasnosti in jaz upam, da bomo v nekem doglednem času imeli to črno na belem, zato da bomo dejansko vedeli, kaj v letošnjem letu še lahko pričakujemo, da bomo naredili na področju investicij, na področju zagotavljanja socialne varnosti in vsega ostalega. Bo pa pravzaprav želja naša ali pa usmeritev predvsem to, da blažimo te socialne stiske in da poskušamo pomagati gospodarstvu v tej smeri, da bo zagotavljalo neko stabilno poslovanje v prihodnje. Se pravi, če sem prav razumela, stroške za karanteno v hotelu Paki še niste dobili povrnjene? Teh stroškov še ni bilo povrnjenih, mislim, da smo že dvakrat apelirali na pristojne, pa da se je nekaj zalomilo, dejansko uradne informacije ne dobimo, ampak
mi bomo tukaj vztrajali, da tako kot je bilo javno obljubljeno, da to tudi pričakujemo, da se bo realiziralo. No, tudi sicer ste svetniki in člani svetniške skupine pomagali v tem obdobju. Ja, res je. Socialni demokrati smo se organizirali in pomagali pri preskrbi najnujnejših življenjskih potrebščin za starejše in pa za obolele. Socialni demokrati verjamemo v enakost, v svobodo, v pravičnost, v mir in konec koncev tudi v solidarnost. Vedno smo na strani ljudi, zato smo v času epidemije COVID-19 priskočili na pomoč z preskrbo. In sicer naša centrala v Ljubljani je preko socialnih omrežij obveščala državljanke in državljane, kje, na kakšen način stopiti z nami v stik, tisti, ki pomoč potrebujejo. V Velenju smo se tej nameri nekako pridružili. Sama sem tudi sodelovala v tem delu kot prostovoljka in sicer vse od začetka marca, ko se je COVID začel, pa vse do nekaj dni nazaj, ko dejansko so se ukrepi začeli že nekako sproščati. Vsak dan me je organizirano bilo tako, da so državljani oziroma naši prebivalci poklicali na centralo v Ljubljano. Ljubljana je skorigirala našo Almo v Velenju. Ona pa je potem obvestila naprimer mene, komu, kaj, katere stvari prinesemo tej stranki. Zdaj, včasih je bilo kar malo neke negotovosti, se veste, maska, rokavice, ne veš, kam greš, komu greš in tudi na kakšen način te bojo ti oskrbovanci recimo sprejeli. Ampak jaz sama nekih težav posebnih nisem imela, dostava je potekala brez fizičnega kontakta in pa z doslednim spoštovanjem distance, se pravi vsaj nekaj metrov razdalje. Kot prostovoljka sem šla na teren enkrat na dan, recimo ne vem, če sta bila 2 ali pa 3 potrebe ali tudi 1, tudi zaradi varnosti, zaradi okužbe, ker se veste, da lahko na tak način tudi zmanjšamo, tvegamo z okužbo v trgovini. Pred dostavo sem poklicala osebo, ki je bila dostava namenjena. Potem ta oseba je pripravila denar, ko sem prišla k njim, so mi odprli vrata, mogoče pa nekateri tudi ne, so mi odprli tudi garažo. V bistvu je šlo vse na nekem zaupanju. To so stvari, ki se mi zdi v normalnem času nekako mogoče ni toliko zaupanja, kot ga je bilo pa v tem času. V oddaljenosti nekaj metrov sem potem počakala, da so mi pripravili denar, da sem vrnila drobiž, ampak ko ti spod maske vidiš v bistvu tiste iskrice v očeh, tisto, kot da se jim, ne vem, naredil tako uslugo, ko se mogoče mi tudi sami nismo zavedali, takrat vidiš, da si naredil prav in da si na pravi poti. Potem na koncu je pa prišlo že to neko takšno zaupanje, da jaz bom zdaj mogoče svoj primer povedala, da me je ena gospa, pa mogoče 2, že kar sami poklicala, ko so potrebovali, ni šlo preko koordinacije več, da so mi šle na zaupanje, sicer sem mogla najprej k njim domov, da so mi dali celo bančno kartico in potem sem operirala s to kartico, prenesla stvari nazaj, nakupovalni seznam, tudi Andreja je šla na teren naša in dejansko sva se včasih slišali, da kupujemo stvari, ampak vsega pa tudi ne. Tako da, a verjamete ali pa ne, da sem potrebovala včasih tudi 1,5 do 2 ure in pol, da sem nabavila vse, kar je bilo potrebno. Ampak ni mi žal niti dneva, niti minute časa. Tukaj bi se še rada tudi poudarila in pa zahvalila prostovoljni ekipi Udarnik mladinskega centra, ki so večji del prevzeli odgovornosti in pa tega dela tudi oni. Sama sem pa opravila preko 20 obiskov, med drugim sem šla tudi na banko, čakala 1,5 ure, ampak vse to nekako v sklopu, ko veš, jaz vedno rečem, nikoli ne vem, kdaj bom jaz na njihovem mestu. Jaz še lahko, oni pa v tem trenutku ne morejo, ker so rizični, ali pa v lekarno, pa iz ene lekarno v drugo lekarno, ampak meni je bilo lepo. V bistvu veš, da narediš nekomu nekaj dobrega. Moram še pa povedati tudi to, da kot predsednica strokovnega sveta za socialne in zdravstvene vprašanja sodelujemo v projektu Donirana hrana. Tudi mi imamo v naši ekipi rizične, starejše osebe, ki sem jih v tem primeru nekako dala, ne bom rekla ravno na stran, ampak v mirovanje oziroma nismo dovolili, da bi prišli v stik z
trgovino in pa z prevažanjem hrano, zato sem takrat nekako naredila ekipo malo mlajših, ki je v tem času nemoteno potekala in tudi potek te hrane, prevoz te hrane je potekal brez problemov. Tako da bi se tudi v tem primeru zahvalila vsem mojim prostovoljcem, našim prostovoljcem strokovnega sveta. To so stvari, ki se mogoče ne vidijo, ampak zelo veliko štejejo. In so zelo pomembne. Zelo. Ja, glede na to, da je šlo preko koordinacije, članstvo stranke vseeno ni bilo pomembno, ne, pri tem, komu ste pomagali. In ali je bilo število takšno, kot ste pričakovali, je bilo morda večje, morda manjše? Ne, je mogoče kar bilo. Res je, tukaj, kot sem že omenila, je Udarnik naredil pretežno večji del, ampak mogoče smo mi imeli malo starejšo populacijo. Jaz, ko sem prišla, zdaj se veste, maska, mene niti poznali nisem, ampak res sem včasih pričakovala, kakšno zaupanje, to, da te nekdo zaupa bančno kartico, veliko vsoto denarja, da greš pa ravnati položnice, in sem si pa razmišljala, mogoče so že z nekim namenom poiskali takšen kontakt, a ne? Se tudi oni niso vedeli, kdo bo prišel, a ne? In tudi nekaj zlorab je bilo tu pa tam po Sloveniji, smo slišali, ne? Ja, mi smo se v bistvu zavarovali tudi z akreditacijo. Jaz sem pač vedno šla na teren z akreditacijo stranke, se pravi moje ime, priimek, prostovoljka, da sem tudi lahko vstopala v trgovino v tistem času, ko pač to ni bilo dovoljeno nerizičnim osebam. Je pa v bistvu tako, da sem še včeraj opravila tudi nakup, me je pač ta gospa poklicala, jaz sem povedala, da ta projekt počasi se zapira, ampak me je še prosila, ampak jaz bom rekla kot sama, kot oseba, pa tudi kot socialni demokrati, imamo ta čut, moramo ga imeti, mislim, da ga imamo vsi in nekako sva se dogovorili, da enkrat na mesec bom še ostala pač na razpolago, da me pokliče, ker, a veste, zdaj jaz rečem, ko nimamo več mask, je lepo srečati pogled tistega, katerim si pred kratkim storil nekaj dobrega. Tako. To so lepe zgodbe. No, tudi v tem času epidemije pravzaprav je pa prišla ta zgodba z odpuščanjem delavcev v Gorenju. Mislim, da je tudi vas presenetilo, predvsem število napovedano o odpuščanju sprva. Ja, Janja je danes tukaj za lepe zgodbe, jaz pa mogoče za malo manj lepe, dobro, bomo uravnotežili. Ampak kakorkoli, sej ne smemo bežati od izzivov, ki nas čakajo. Jaz vedno pravim, da kakršnakoli negativna konotacija znotraj lokalne skupnosti se zgodi, ne smeš to gledati kot na problem, ampak dejansko kot na izziv in na novo priložnost. Dejstvo pa je, da takoj po koroni se je odprla nova zgodba, lahko rečemo z negativnim predznakom, zgodba odpuščanih delavcev v Gorenju. Ljudje so tukaj 70 let ustvarjali blagovno znamko, živeli s tem podjetjem in je, lahko rečemo, zelo neprimerno, če vedno, tako kot je bilo to v preteklo leto, v istem času, pa potem pred božičnimi prazniki, na nek način v obdobju, ko so pred tabo prazniki, ob katerih bi lahko užival, jih preživel v svoje družine, pa dejansko zveš, da boš mogoče kmalu ostal brez delovnega mesta. To niso prijetni občutki in tudi v tem primeru je seveda bil odziv lokalne skupnosti takšen, kot pravzaprav jaz mislim, da bi moral biti vedno in povsod tudi strani državne politike, da damo jasno vedeti, da mi smo tukaj zato, da ščitimo javni interes. In če 2000 ljudi, ki je bilo sprva napovedani, da bo izgubilo službo, javni interes, potem dejansko ne vem, kaj bi javni interes dejansko lahko bil. Ampak dobro, mi smo se temu primerno tudi odzvali, povezali smo se tako s predstavniki zaposlenih, se dogovarjali, iskali skupne rešitve, skupno strategijo. Vsak lahko seveda naredi na svojem področju, kar lahko. Jaz se strinjam s tistimi, da s hupanjem seveda ni mogoče rešiti delovnih mest, ampak če kdaj in kako, potem so pravzaprav takšne malenkosti, ki jih lahko kot lokalna skupnost naredimo, zato da opozarjamo, kako pereč problem je to več kot na mesto. In jaz mislim, da smo s temi različnimi aktivnostmi, ki smo jih peljali, po eni strani z različnimi transparenti, po drugi strani pa z komunikacijo in pozivi do vlade, do predsednika države, da morajo sprejeti nekatere odločitve, da morajo tukaj pristopiti na pomoč, naredili tisto, kar se pravzaprav od nas pričakuje. Pa ne bi danes dejal, da seveda
je na mesto 1200 odpuščenih ljudi napovedanih 300 oziroma 400, da je to pretežna zasluga lokalne skupnosti. Ampak kakorkoli, verjetno, če vsega tega pritiska ne nas, ne delavcev, ne bi bilo lahko, da bi se ta zgodba končala tako tragično, kot je bila zastavljena. Še vedno pa seveda nismo zadovoljni. Vsako delovno mesto je za nas izrednega pomena, zato bomo tukaj poskušali iskati rešitve v skladu z pristojnostmi lokalne skupnosti, zato da bomo seveda pomagali vsem tem ljudem in jaz si želim, da bi ta številka, na kateri smo danes, ko govorimo o kumulativi približno 400 delovnih mest, se na koncu še nekoliko znižale. Po drugi strani je nek pozitiven signal, ampak še vedno je ta signal zelo negotov, da bi naslednjo leto tukaj bila tovarna televizorjev. To je predvsem pozitiven signal iz tega vidika, da če je ta namera resnična, potem se kaže, da želijo tisti, ki vodijo to podjetje, resnično ostati tukaj na tej lokaciji. Tako da želim si, da bomo seveda ta izziv skupaj rešili. Lahko rečem, da smo tudi z Zavodom za zaposlovanje se povezali, da smo pozvali tudi ministra Kralja za to, da razširi program SPIN, ki bo omogočal in ki pomaga konec koncev tem ljudem, kajti vemo, da sredstva iz tega programa so praktično že počrpana, zato je tudi to eden izmed naših predlogov in jaz, kolikor imam neuradnih informacij, se bo tudi ta program razširil, tako da so tukaj neke aktivnosti, ki jih vse skozi vsakodnevno peljemo, zato da poskušamo ublažiti vse skupaj. No, verjetno je to pač pogled socialnih demokratov, ker nekateri rečejo, lokalna skupnost nima s tem nič, razen če gre za kakšno prostorsko umeščanje. Vi pa ste oba ministra poklicali, sta prišla sem, govorili ste z predsednikom uprave oziroma direktorjem Gorenja, poleg seveda delavcem in vsem ostalim, celo zunanjega ministra Ljudske republike Kitajske ste povabili na pogovor. Ja, mi smo ta krog od predsednika države do obeh ministrov, do kitajskega veleposlanika, vodstva Hisensa. Mi smo vse te razgovore upravljali celo večkrat, jih pozivali k premisleku, da seveda vsak po svojih močeh tukaj pomaga in nihče ni dejal, da pač ni pripravljen pomagati. Vsi smo se, verjamem, da trudili za to, da vsak na svojem področju na to naredimo, kar je v naši moči. Se pa strinjam, seveda, načeloma je to tuje podjetje, ki je v lasti nekoga drugega, ki ni v naši lasti in vmešavati se v politiko in poslovanje takšnega podjetja je lahko zelo sporno. Po drugi strani so pa ti isti ljudje, ki vodijo ta podjetja, bili, lahko rečem, neštetokrat, kar velikokrat v mestni hiši, kjer so obljubljali, kaj vse bojo naredili, pa od teh obljub ni bilo ničesar. In tisti, ki so nam potem očitali, da se lokalna skupnost nenamerno oziroma nedovoljeno vpliva ali posega znotraj te poslovne subjekte, lahko rečem, da so nam mogoče v podobnem obdobju ali pa v isto tem času celo očitali nekatere druge sporne odločitve iz preteklosti gospodarskih subjektov, kot je Vegrad, in da takrat bi lahko vplivali, sedaj pa ne smemo vplivati, pa ne glede na to, da tako Vegrad kot tudi Gorenje ni v naši lasti. Pravzaprav je odgovornost in pristojnost lokalne skupnosti, da takrat, ko je ogrožen javni interes, da se takrat oglasi in to je mene, sodelavce, našega župana vodilo k temu, da smo postopali tako, kot smo postopali. Seveda pa občina potem socialne težave pa je pristojna reševati, ne? Razlika v vrtcih, denarne socialne pomoči in vse to, ne? To sem tudi poskušal predstavnikom vodstva Hisensa dopovedati, da je tukaj doprinos lokalne skupnosti k temu, da so ti zaposleni učinkoviti, da ustvarja neko dodano vrednost zelo velik in zelo pomemben, da konec koncev imamo ogromno brezplačnih storitev, da imamo ogromno socialnih transferjev, ki tistim ljudem, ki so na minimalni plači, da zagotavlja neko normalno življenje skozi mesec. Zdaj imamo tukaj preko 900 neprofitnih stanovanj, da lahko rečem več kot 10% proračuna namenjamo za razliko plačila v vrtcih, staršem in tako naprej. Vse to so aktivnosti, ki jih lokalna skupnost izvaja, zato da lahko tudi ti ljudje, ki delajo za trakom za minimalno plačo, seveda
lažje preživijo mesec. In tukaj je doprinos lokalne skupnosti zelo pomemben in zato se nam zdi zelo pomembno, da z gospodarskimi subjekti smo v stiku, da smo v komunikaciji in da si pravočasno izmenjujemo informacije, kajti samo na takšen način lahko zagotavljaš neko kvalitetno okolje. Sicer pa se zavedate, šaleško gospodarstvo verjetno bo moralo se malo prestrukturirati ali spremeniti, zlasti ta energetika. Izzivi so veliki, kakšni so ukrepi, kakšne so ideje lokalne skupnosti oziroma vaše svetniške skupine mogoče? Ja, sej ravno v tem je tudi poanta vse te slabe volje, ki se je pojavila z Gorenjem, kajti vse skozi smo razmišljali in se pripravljali na to, da se bomo prestrukturirali za zaprtjem premogovnika Velenje in da bodo ti postopki zdaj v naslednjih mesecih in letih počasi stekli. Potem pa naenkrat dejansko ugotoviš, da lahko zgubiš znotraj mestne občine Velenje 1000 delovnih mest, potem enostavno ni drugega, kot začneš razmišljati o tem prestrukturiranju, da je potrebno to praktično že danes storiti. Jaz lahko povem, da sem v tem obdobju bil v stiku z gospodarsko zbornico zelo intenzivno, velikokrat smo se sestali, iskali neke ustrezne rešitve, tudi posredno dostopali do predsednika vlade, da smo v tej fazi se odločili, da bomo pripravili nabor kratkoročnih ukrepov, ki bo tudi posredovan predsedniku vlade. Jaz si želim, da bi v teh ukrepih z predstavniki vlade seveda tudi govorili in poiskali ustrezne rešitve. Po drugi strani se pa zavedamo, da moramo identificirati projekte, ki gredo v razvoj SAŠA regije, zato je tudi predlog tukaj, da začnemo intenzivno tvoriti to komunikacijo, da identificiramo vse te projekte, da vidimo, kakšne so potrebe gospodarstva, turizma in kakšne priložnosti imamo in da dejansko poskušamo preko tega prestrukturiranja priti do nekega učinkovitega sistema, ki bo odpiral nova delovna mesta in jaz si želim, da bi vsi ti poslovni subjekti, ki delujejo znotraj SAŠA regije, temu prisluhnili in šli naproti. Zato sem tudi v tem tednu četrtek sklical delovno srečanje, na katerega sem povabil predstavnike gospodarskih subjektov, ki imajo več kot 500 000 prihodkov in ki imajo več kot 10 zaposlenih znotraj SAŠA regije, tudi vse župane SAŠA regije, zato da se odkrito pogovorimo, kje danes smo na področju gospodarstva in kam pravzaprav želimo iti v prihodnje. Vas je kaj presenetila tudi menjava vodstva premogovnika Velenje, recimo, to so vse taki znaki? Ja, to so znaki, da se v zakulisju nekaj dogaja, kaj se dogaja, je seveda težko predvideti. Ta informacija je prišla zelo nenavadno. Naenkrat sicer me je po tej zamenjavi tudi kontaktiral generalni direktor HSE-a, ki mi je podal svoje videnje, zakaj se je to zgodilo. Kakšno je moje mnenje okoli tega, je seveda drugo vprašanje. Prav gotovo je pa kar veliko vprašajev, zakaj se to čez noč zgodi. Predvsem zaradi tega, ker lahko rečemo, da smo pod tem vodstvom v zadnjih mesecih naredili kakšen korak naprej na tistih odprtih točkah, ki jih imamo in mi je bilo sicer potem sporočeno oziroma zagotovljeno, da se bodo ti koraki nadaljevali tudi v prihodnje, da bomo te odprte tematike, ki jih imamo, uspešno zaključili. Moja naloga seveda, ali pa naša naloga ni, da govorimo o tem, kdo je lahko in kdo bo direktor, je pa naša naloga, da podpiramo seveda vse tiste akterje, ki pozitivno delujejo znotraj naše lokalne skupnosti, ki so pripravljeni z lokalno skupnostjo sodelovati in iskati skupne rešitve. To je v dobrobit te skupnosti in takšno je naše stališče. Ste po eni izjavi dejali tudi, da pri tem prestrukturiranju in pa premogovnih regij, kot rečete, recimo, ni potem tistih zelenih projektov za vašo dolino, nekako. Največja težava v tem trenutku, ki jo vidimo in tudi eden izmed bistvenih ukrepov, ki bi ga lahko država sprejela, je pravzaprav zavedanje, da iz naše doline gre vsako leto med 50 in 70 milijonov evrov v podnebni sklad. Sredstva, ki grejo iz te doline, se zbirajo v tem skladu in okoljski projekti širom Slovenije se financirajo iz tega sklada. Jaz mislim, da če bi kdo lahko bil upravičen, da vsaj del teh sredstev pride nazaj v to regijo,
pa lahko govorimo o 10% ali kolikor pač bi se dogovorili, da bi del teh sredstev vlagali nazaj v Saša regijo, zato, da bi tukaj izvajali te okoljske ukrepe. Konec koncev smo mi tisti, ki se nam degradira okolje, smo tisti, ki plačujemo CO2 kupone v toplotni energiji in lahko rečem, da negativne posledice se tukaj odražajo, da bomo pa samo govorili o tem, da bo enostavno ostalo tako, kot je danes, pa v zahvalo za vso degradacijo, za 30% električne energije, ki jo damo v Sloveniji, dobimo še odpadke in da to mirno gledamo, to bomo pa težko na to pristali. In tukaj mislim, da bo potrebna kar konkretna diskusija in iskanje ustreznih rešitev v dobrobit razvoja te skupnosti. No, na eni od sej ste že sveta mestne občine Velenje obravnavali te načrte termoelektrarne Šoštanj, da bi tudi sosežigali alternativno gorivo, SRF se reče, ampak kakšno je zdaj to stališče vaše? Ja, Socialni demokrati bomo opredelitev do projekta sprejeli zagotovo le na podlagi strokovnih analiz in pa preverjenih dejstev. V termoelektrarni Šoštanj v naslednjih tednih pričakujejo še presojo vplivov na okolje. Vodstvo termoelektrarne Šoštanj tudi še vedno zatrjuje, da naj bi bila emisijska vrednost parametrov ob izhodu še vedno v okviru dovoljenih mej. Mi pa še vedno pričakujemo, da bodo vse presoje, ki bodo zaključene, tudi javno predstavljene, še pred njihovo dokončno odločitvijo, da pač se ne bojo odločali na nek način sami. Na teh javnih predstavitvah tudi pričakujemo možnost aktivnega sodelovanja zainteresirane javnosti, prav tako pa pričakujemo predstavitev na eni izmed sej mestnega sveta. Dodatnega onesnaževanja okolja ne bomo nikakor dovolili. Prav tako bomo pred morebitnim soglasjem zahtevali izpolnitev sklepov o stališčih sveta mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih, se pravi sekundarnih goriv v termoelektrarni Šoštanj, ki smo ga sprejeli na eni izmed sej mestni svetniki in svetnice, in sicer na seji sveta 4. februarja leta 2020. Nekako je bilo rečeno, da najprej naj bi se ta sosežig potekal v bloku 5 in 6, potem mislim, da ste imeli nek sestanek in da naj bi nekako zdaj prevladalo to, da bi samo blok 6, ki ima boljše čistilne naprave. So to samo razmišljanja ali je to konkretno že kaj? Konkretno lahko govorim seveda za mestno občino Velenje, do tega projekta se ni opredeljevala, torej ali ga podpira ali ne. Govora je bilo o tem, da bi sosežig se izvajal tako na bloku 5 kot tudi na bloku 6, pa so potem skupaj, predvsem na pobudo občine Šoštanj, prišli do ugotovitve, da seveda ima blok 6 boljši izkoristek, boljšo tehnologijo in da blok 5 v nobenem primeru tukaj ne pride v upoštev, zato tudi je bil dan predlog, da kakršnekoli študije in analize delajo, da jih delajo to izključno na bloku 6, da blok 5 praktično v tem segmentu odpade. Takšna je bila potem tudi obljuba termoelektrarne Šoštanja in pa holdinga slovenskih elektrarn. Kot rečeno, do tega projekta lahko še enkrat javno povem tisto, kar sem tudi na tem sestanku povedal, da je bistveno to, da najprej morajo prevladati strokovni argumenti. Strokovni argumenti morajo prepričati javnost in naloga občinskih funkcionarjev pa seveda to, da ščitijo interes javnosti. In če bo interes javnosti kot takšen prepoznan v tej smeri, da sosežig da, potem seveda lahko to podpiramo, v nasprotnem primeru bomo pa zelo težko podprli nekaj, kar bi šlo v nasprotju z interesom javnosti. Bo pa to vsekakor sklep sveta mestne občine? Ja, jaz predvidevam, da bomo to točko znova obravnavali na seji sveta mestne občine, pravzaprav na osnovi nekih argumentiranih stališč, na osnovi nekih strokovnih analiz in takrat se seveda tudi odločili, kako naprej. No, hitra cesta, 3. razvojna os, to se vleče iz meseca v mesec in iz leta v leto. Bilo je že gradbeno dovoljenje, pa potem pritožba. Mestna občina Velenje je tudi dala neko tožbo. Mi smo takrat se odzvali na to, ker je nevladna okoljevarstvena organizacija Rovo iz Novega mesta želela izpodbijati
določene akte. Mi smo seveda se takrat vključili v postopek in tudi s svojimi pravnimi argumenti in stališči zavzeli svoje videnje do tega in seveda podprli prizadevanja Ministrstva za okolje in prostor za to, da izda odločbo in da postane gradbeno dovoljenje pravno močno za odsek Gaberke, ker pravzaprav ne pristajamo na to, da nevladna organizacija iz Novega mesta, ki praktično nima nobene povezave z našo lokalno skupnostjo, ki jo tudi takrat, ko smo resnično živeli v zelo slabem okolju, onesnaženem okolju, ni bilo nikjer, smo sami bili od sebe odvisni in ne moremo pristajati danes, da bi ti ljudje govorili in odločali o usodo in prihodnosti naše doline. Zato smo se tako tudi odzvali. So pa legitimne tiste iniciative, ki seveda so na tej trasi, ki izkažejo nek pravni ali kakršenkoli drugačen interes in da seveda aktivno sodelujejo v teh postopkih. Lahko rečemo, da je takšna iniciativa pravzaprav iniciativa znotraj Stare vasi, s katero lahko rečem, da zelo korektno sodelujemo, da je vedno tako kot posod nekaj slabe volje, nekaj dobre volje, potem pozitivne energije. Skratka, želimo si prisluhniti tudi njim. Oni ne oporekajo tretji razvojni osi, oporekajo pa oziroma so pa skeptični do nekaterih rešitev, ki jih seveda potem skupaj z Darsom tudi kot investitorja oziroma ki dela v imenu investitorja tudi poskušamo reševati. In zaenkrat lahko rečemo, da je to sodelovanje zelo zgledno in če bi vse posod tako sodelovali, potem bi v Sloveniji tudi verjetno marsikateri drug projekt šel skozi. Torej gre za neke spremembe, kaj ne? Ampak o tem ne bomo, ker ne bomo daleč prišli. Pričakujete, kdaj bo začetek gradnje? Ja, zdaj po neuradnih informacijah se lahko realno pričakuje, da bi se odsek Gaberke začel graditi v mesecu septembru. Mi še vedno čakamo, da bi oziroma da bo sklicana koordinacijska skupina za spremljanje te investicije, v katero sem tudi jaz kot predstavnik Saša regije vključen in da se takrat seveda skupaj z resornim ministrstvom dogovorimo, kako naprej, v kateri fazi je projekt in da dejansko tudi ugotovimo, da se bo projekt v nekaj dneh, mesecih začel tudi resno izvajati. V mestni občini Velenje poteka pa zdaj veliko projektov, veliko investicij, morda samo kratek povzetek. Ja, lahko rečemo, da vse investicije, ki smo začeli, se tudi danes uspešno nadaljujejo. Bodi si prireditveni oder in prostor, kjer dela tečejo zelo dobro. Jaz si želim, da bi ne samo v tem predvidenem časovnem roku, ampak da bi celo nekaj mesecev prej ta projekt zaključili. Predvideno je meseca decembra letošnjega leta. Se pa že intenzivno pripravljamo na seveda naslednje leto, na sklop dogodkov, ki bi jih izvedli ob otvoritvi in potem seveda istočasno dogodki, ki bi se izvajali na posamezno obdobje na tem prireditvenem odru in prostoru. Naslednji projekt je prenova Čuka, kjer je bilo sicer nekaj manjših težav, tudi nekaj nevolje z tistimi, ki živijo v neposredni bližini. Konec koncev je ta objekt umeščen v neko, lahko rečemo, spalne središče. To je Staro Velenje, ne? Ja, tudi čas gradnje je bil nekoliko dlje nazaj, da je drugačna gradnja bila. Tako da so bile tukaj nekaj težav, ampak tudi s temi težavami smo se uspešno spopadli in da bo tudi ta projekt uspešno zaključen. Nekaj težav ali pa zavlačevanja je s postopki pri gradnji trga znotraj starega mestnega središča in pa porušitvi pekarne. Tukaj je bilo nekaj pritožb tistih, ki so oddali ponudbe, tako da se te pravne dileme zdaj rešujejo in jaz računam, da bi tudi v kratkem s tem projektom zaključili. Kot ena pomembna investicija, ki je pa, lahko rečem, oburila tudi nekaj duhov znotraj mestne občine Velenje, je pa izgradnja kolesarskih povezav. Lahko rečemo, da po vseh mestih, kamorkoli pridemo, se te kolesarske povezave gradijo, zelo intenzivno narašča promet pri prodaji koles pa skirojev in vsega, kar sodi zraven. In jaz mislim, da bomo tudi tukaj v Velenju kmalu sprejeli to kot neko novo dejstvo, kot nek nov
kot novo priložnost, da bomo seveda na delovna mesta se v čim večjem meri vozili z skiroji, s kolesi, s čimerkoli in da bomo ugotovili, da so te kolesarske povezave dobre. Me je zelo ganilo pred nekaj dnevi, ko sem prejel tudi sliko dveh invalidnih oseb, ki sta lahko se po eni izmed kolesarskih, novo zgrajenih kolesarskih povezav vozili ena ob drugi, na ta način lahko komunicirata, sta v stiku, se pravi preživeti. Prosti čas je zelo pozitivno naravnan in če kaj so to zgodbe, ki te potem navdihujejo. Po drugi strani je pa bilo tudi nekaj slabe volje, predvsem pri porušitvi drevoreda tukaj na Prešernovi cesti. Ta drevored se ne bi rušil, če seveda drevesa ne bi bila v stanju, kot so bila. In je zelo zanimivo, ko imaš skupino strokovnjakov, ki jih vključiš v projekt in ti nekaj predlagajo, potem se pa pojavi druga skupina strokovnjakov, ki v projekt ni bila vključena in nasprotuje tej odločitvi, ampak potem, ko so bila drevesa posekana, ko smo dejansko videli, v kakšnem stanju so bila ta drevesa, bi se kaj hitro lahko zgodilo, da bi čez leto, 2 ali pa 3 pa mogoče kdo od lokalne skupnosti tudi odgovarjal v primeru, da bi seveda se kakšna veja odlomila in povzročila kakršnokoli škodo. Tako da so to odločitve, ki so zelo težavne, je pa za vsako tako odločitev neka strokovna argumentacija in jaz mislim, da na takšen način moramo delati. Se pa število dreves v Velenju povečuje, se ne znižuje in tudi v tem primeru bomo zasadili več dreves, kot je bilo mišljeno. Konec koncev smo pred kratkim 30 novih dreves posadili, tako da to je pač nek življenjski cikl, tako kot pri ljudeh, tako kot pri naravi. Je težavno to sprejeti, da je konec koncev razvoj tisti, ki nam tudi diktira, po kateri smer je potrebno iti, in kolesarske steze so neko dejstvo, ki ustvarjajo neko dodano vrednost in kvalitetno preživeti čas, pa seveda tudi priložnost za to, za razvoj gospodarstva in še česa drugega. No, je pa tudi po svoje pohvalno, da so ljudje občutljivi na take stvari in da opazijo vsako drevo, ki ga zmanjka. Tudi sicer je kar precej zdaj aktivnosti, kaj ne, gospa Janja, oziroma še prej morda Socialni demokrati imate novo predsednico, kaj ne? Ja, drži, novo predsednica je Tanja Fajon, ki je bila veliko časa aktivna predvsem v evropski politiki. Lahko rečem, da se je potrebno najprej zahvaliti Dejanu Židanju, ki je takrat v zelo težkih časih prevzel stranko, ko se dejansko ni vedelo, kako naprej, ko ni bilo niti neke jasne svetle prihodnosti in je uspel v tem času narediti korak naprej, strniti vrste, se organizirati in tukaj je pustil en zelo velik pečat. Po drugi strani je pa tudi pokazal, kako velik človek je, da je sposoben tudi teh dejanj, ko vidi, da ne more več dajati stranki tistega, kar stranka od njega pričakuje in da lahko nekdo drug da več, da se je tudi bil pripravljen umakniti, predlagati novo predsednico in jaz mislim, da če bi vsi v politiki tako delovali, da bi bilo tudi zaupanje v politiko veliko, veliko večje. Tanja Fajon pa, kot rečeno, ima veliko izkušenj, pozna različna področja, aktivna na različnih področjih in jaz mislim, da je to nek nov veter, svež veter, ki bo in ima željo delati nekoliko drugače in ima pravzaprav vso naše zaupanje, podporo in prav veselimo se, da bo že 22. Tega meseca tudi obiskala Velenje, kjer se bo predstavila v galeriji Velenje, tako da je tako izpostavila ta stik s terenom, z javnostjo in jaz si želim, da bi bila seveda to tista oseba, ki bi v prihodnosti tudi lahko odločala, sprejemala politične odločitve na najvišji ravni. Tako, no, v galeriji Velenje so vabljeni predvsem člani, ne, Janja? Ja, tako, glede na ta čas COVID-a, ki je sedaj, so vabljeni samo člani in sicer ob 17. uri. Žal nekako pač drugače ne gre, pravila je treba spoštovati, tako da mislim pa, da bo še veliko priložnosti, da bomo lahko Tanjo srečali in se z njo pogovarjali tudi na drugačen način, bolj odprtega tipa, se pravi. Zdaj,
trenutno pa žal nekako bolj V ožjem. Ja. Drugače pa vi pravite, ženska močna in odločna, ne? To je eden tudi dogodkov julija, mislim, ja, to čist drži, ne? Ja, zdaj, če se navežem sam najprej na ta jutrišnji dogodek, ki bo, in sicer v soboto 26. se pravi jutri ob 9:30 se nam z veseljem pridružite. In sicer imamo dogodek Ne pozabi, ponovno uporabi. Stojnica bo na Cankarjevi ulici in sicer bomo izpeljali akcijo, ki je namenjena menjavi plastičnih vrečk z napisom Socialnih demokratov in se navezuje na Svetovni dan okolja, ki je bil mislim, da prejšnjem tednu 5. junija. Z akcijo smo pričeli lani prvič in je bila zelo odzivna, zato smo se odločili, da jo bomo letos nekako ponovno izvedli. S tem, da res prosimo, da občani prinesejo, mi rečemo, normalne vrečke, a ne? Ne vrečke, v katerih so sadje, zelenjava, ker to so premajhni. Mi zamenjamo vrečko, nosilno vrečko za našo vrečko, ki je za večkratno uporabo. Tako da, kot sem že omenila, jutri zjutraj ob 9:30, naj dodam še to, da stojnico pospravimo takrat, ko zmanjka naših vrečk. Zdaj, ponavadi včasih reče, kdor prvi pride, prvi meli, da ne bi bilo kakšne žalosti, ampak mislim, da bo za vse dovolj, tako kot je bilo tudi lani. Tudi za otroke bo poskrbljeno, hkrati bo istočasno potekala ustvarjalna delavnica, tako da vabimo vse, da se nam pridružijo. Zdaj pa, če greva k ženski močni in odločni. Ta dogodek pa organiziramo v ženskem forumu in sicer se bo odvijal v torek, 7.7. v atriju Velenjskega gradu ob 18. uri. Tudi ta dogodek je nekako vsakoleten, tradicionalen, sedaj je že res ta arena tradicionalna in sicer imamo nekako predstavitev ženskega stila, načina življenja, pogleda žensk na položaje v sodobnem političnem svetu, kulturnem in nenazadnje tudi v družbenem prostoru. Vendar v letošnjem letu bo potekala malce drugače, saj bo posvečena prikazu položaja žensk v prizmi izrednih razmer. Se pravi, zopet se bomo navezali na to epidemijo COVID-19 s temeljni poudarki in pa ključnih stebrov Slovenije kot demokratične države. Potem bomo še, mislim, da bomo tudi ta dogodek uspešno izpeljali še, to naj bi bil eden izmed naših zadnjih dogodkov v poletnem času. Datuma tukaj še nimamo točno dorečenega, bomo pa obveščali preko socialnih omrežij in sicer z odprtjem novega kolesarskega omrežja. Se pravi, mi bi radi pred tem dogodkom naredili naš dogodek in sicer spoznanje novih kolesarskih poti, ki vodijo skozi naše mesto. Dogodek bo organiziral z vožnjo koles po novih kolesarskih poteh, da jih nekako spoznamo in pa hkrati bo predstavljena tudi pravila varnega kolesarjenja. Organizator dogodka pa je Strokovni svet za šolstvo, kulturo in šport v sodelovanju z Mladim forumom. Zdi se mi tudi prav, da na nek način popeljemo naše občane in občanke po teh kolesarskih poteh, tako kot ste že vi rekli, že bilo kar nekaj slabe volje, nekaj negodovanja, ampak meni pa se zdi prav. V bistvu je treba gledati naprej v našo prihodnost in iti korak s časom, zato je tudi prav, da so te kolesarske poti, ki nekako jaz mislim, da ko bo to steklo tako kot mora, bo tudi tale ne vem, kratkotrajna jeza ali kakorkoli bi temu rekli, pozabljena. Verjetno bo to tudi zahtevalo malo spremembe kulture, prometa, tudi strani voznikov, ne? Da bomo pač dali prednost kolesarjem. Ja, saj mi že zdaj se kakšno leto dni trudimo tudi preko javnih občil obveščati, da se ta prometni režim ali pa prometno obnašanje nekoliko spreminja in da se moramo tega vsi zavedati, da je najprej v spredju pešec, kolesar, potem mestni prevoz in šele kasneje pridejo seveda osebni in pa tovorna vozila, da se je potrebno tako tudi obnašati v prometnem režimu in da konec koncev je potrebno skrbeti in gledati na to, da tisti ljudje ali posamezniki ali skupine ljudi, ki so seveda
ki sodijo med ranljivejše skupine ljudi, da se imajo enakovredno možnost vključevanja v vse te normalne načine življenja, med njimi tudi v prometne tokove, tako da ne bi prihajalo več do tega, ko enostavno avtomobili sili prednost in se vozi tam, kjer mu ni mesta, da če je nekje kolesarska steza, da seveda ima kolesar v tem primeru prednost, tako kot je v cestnem prometu, kjer mora voznik dati prednost avtobusov, kolikor se ta vključuje v cestni promet, in to prometno miselnost bomo morali sprejeti in takrat bomo tudi razumeli, zakaj so nekatere kolesarske steze tudi zarisane po cestišču, da enostavno je pač tako in da kolesarji so enakovreden udeleženec v prometu v teh cestno-prometnih predpisih. Sicer pa zdaj se intenzivno gradi kolesarsko omrežje Zahod, se pa načrtuje tudi regionalne povezave, ne? Tako da bo enkrat cela Slovenija povezana na ta način. Lahko rečem, da je zdaj po covidu končno bilo nekaj sestankov na to temo. Prejšnji vladi je bilo dogovorjeno in tudi obljubljeno, da se bo z naslednjim letom začela graditi kolesarska povezava iz Velenja do Doliča. Mi vemo, da je to najbolj atraktivna kolesarska povezava, verjetno tudi med najdražjimi, in tudi v interesu direkcije je, da bi ta kolesarska povezava bila čim prej zgrajena, ker je to tudi seveda dobra referenca za naprej. So pa to državni projekti, kjer lokalna skupnost zgolj pomaga po svojih močeh tisto, kar lokalne skupnosti pričakuje, in mi smo dali tudi že pobudo, če imajo težave pri odkupih zemljišč, da lahko tudi prenesejo to na lokalno skupnost, za lokalna skupnost izvaja te odkupe zemljišč, kajti nam je v interesu, da resnično te postopki čim hitreje stečejo in da prijemo čim hitreje do teh projektov. In ko bomo enkrat se regijsko povezali, jaz mislim, da vsaj tukaj do Vinske gore vidite, da ta povezava že nastaja, in potem naprej do Dobrne, pa potem, če začnemo že naslednjo leto tudi za izgradnjo za Huda Luknjo, bi bil to zelo jasen signal, da tudi ta kolesarski turizem bo tukaj imel svetlo prihodnost, in sem prepričan, da bo tako naši domačini kot seveda tudi tuji gostje še kako s pridom uporabljali te kolesarske povezave. Želim in upam pa si seveda, da država ne bi tukaj šla neko svojo zgodbo, kajti z vsako vlado se seveda miselnost nekoliko spremeni, projekti se seveda spremenijo, prioritetni projekti se spremenijo, in jaz si želim, da bi te kolesarske povezave ostale tako visoko po prioritetah, kot so zastavljene. No, zdaj je poletje, jezero, Velenjska plaža bo odprta, bo delovala kljub temu, tem še raznim priporočilom. Oder, smo rekli, je že skoraj zgrajen, skratka, nekateri razmišljajo tudi že o Pikinem festivalu. Kako bo to možno izvesti? Najlažje bi bilo, če bi seveda dejali, da ukrepov ni več, da lahko se svobodno gibljemo in prirejamo dogodke tako, kot je bilo to v preteklosti, pa žal temu ni tako. Zato smo tudi ta skok v Velenjsko plažo nekoliko spremenili, da ne bo v takšni obliki, kot je. Še vedno razmišljamo o Pljusku, se dogovarjamo z organizatorji, če bi to mogoče v mesecu juliju naredili ali pa v mesecu avgustu. Dejansko pa zdaj to soboto oziroma petek Kresna noč, pa Beach Food festival, pa seveda tudi ostali dogodki, ki bodo sledili. Je pa res, da so to dogodki zdaj nekoliko hitreje pripravljeni, da najprej je potrebno počakati, kakšni bojo v tistem obdobju ukrepi, in da lahko seveda tem ukrepom tudi prilagodiš posamezni dogodek. Podobno pa seveda tudi s Pika Nogavičko. Smo že imeli tudi znotraj lokalne skupnosti 2 sestanka na to temo. Želja je, da Pika Nogavičko seveda speljemo. Verjetno bo nekoliko okrnjena, ali bo to samo čez vikend ali kakorkoli drugače, tako da ta predlog sedaj nastaja in bomo videli, kako se bomo potem tega lotili. Pravzaprav se mi pa zdi prav, da to blagovno znamko in ta projekt, ki je namenjen otrokom, ohranimo v kakršnikoli obliki letošnjo leto. Seveda si pa želim, da bi naslednjo leto šli tako, kot je bilo v preteklosti, mogoče še bolj pompozno, še z več programi, osebinami, in da bi to dejansko živelo v mesecu septembru, pa mogoče čez čas tudi skozi vse leto. Ker ne tisti, ki smo brali Piko, vemo, da je Pika močnejša tudi od virusa.
Jaz verjamem v to. Sicer poletje, Janja, bo namenjeno počitku, dopustom. Ja, kot kaže, bo letos res vse malo drugače, tako kot tudi pravijo, Ana, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Jaz mislim, da bo zame kar delovno. Moram še pripraviti nekaj stvari, ker sem aktivna na večjih področjih, tako da mi tale poletni čas nekako ga imam rada, zaradi tega, ker se stvari malo bolj umirijo, tako kot rečejo, ostavi malo konje. Tako da se že veselim tega poletja. Skratka, naj bo lepo. Hvala lepa za tale pogovor in seveda do naslednje priložnosti. Hvala tudi vam. Hvala. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost in lepo se imejte še naprej.